tokratni oddaji Zmorem. Bili smo na jubilejnem memorialu doktorja Bojana Hrovatina. Naš novinar Matic Burazer se je preizkusil v sedeči odbojki. Obiskali smo nekdanjega odličnega motokrosista Aneja Dopliharja, ki je postal odličen parakolesar. Na atletskem stadionu v športnem parku Ljubljana Šiška je Zveza paraplegikov Slovenije ob soorganizaciji Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine pripravila 50. jubilejni memorial profesorja Bojana Hrovatina. Obenem je stadion v Spodnji Šiški gostil že 29. odprto atletsko državno prvenstvo parašportnic in parašportnikov. Zagotovo letos je jubilejno leto Zveze paraplegikov, praznujemo 50-letnico organiziranega delovanja v slovenskem prostoru. Začeli smo z našim rojstnim dnevom 16. aprila, potem smo imeli vseslovensko srečanje, sedaj pa višek teh praznovanj ob jubileju tudi 50. Hrovatinov memorial, ki je posvečen vsem našim športnikom, tekmovalcem, ki so skozi zgodovino 50 let osvajali olimpijske kolajne na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih. In prav vesel sem, da je še 6 kolegov in kolegic, ki so bili tukaj pred 50 leti na prvem tekmovanju posvečenemu profesorju Bojanu Hrovatinu, tudi danes z nami prisotni. In to daje tudi spodbudo nekaterim mlajšim mojim kolegom, kolegicam, da kdor se ukvarja s športom, je tudi manj težav zdravstvenega vidika, če predpostavljamo, da je naše življenje vezano na invalidski voziček. V okviru jubilejnega tekmovanja smo si lahko ogledali boje v metu kopja, kija, diska in suvanju krogle. Sledile so tehnične discipline in vožnje na 100, 200 in 400 metrov s specialnimi vozički. Ja, res sem že kar dolgo v teh atletskih vodah. Začel sem tekmovati leta 1983. Takrat sem se udeležil prvega memoriala Bojana Hrovatina. V Mariboru je bilo to. In takrat naprej, mislim, da sem na enem nisem bil, potem drugače pa na vseh ostalih smo sodeloval. Od leta 1994 tudi kot vodja tekmovanja. Začel sem z atletiko predvsem zato, ker sem predispozicije imel v tej športni panogi najvišje. Na nek način sem tudi rad tekmoval atletiko in po nekaj let trdega treninga sem bil uvrščen v državno reprezentanco in od leta 1990 pa do 2004 sem bil državni reprezentant. Prvo je želja. Če ni želje, potem je seveda škoda. Za moje pojme je vsak šport enako težak, to pravim zato, ko pravijo, atletika je najbolj težek šport, napaka, napačno razmišljanje. Vsak šport, v katerem želiš danes uspeti, moraš dati svoj maksimum, tako v smislu telesne pripravljenosti, kot tudi psihične pripravljenosti, se pravi res vrhunska psihofizična pripravljenost lahko da uspeha v katerikoli panogi. Se pravi, prvo moraš imeti šport rad in potem pravzaprav ni težko poseči po tistih najvišjih vrstitvah tudi na mednarodni ravni. Čeprav sem prej rekel, da so tam kar precej od spredja, ampak z rednim treningom, usmerjenim ciljnim treningom se da tudi to doseči. Dan je minil v znamenju 50. obletnice v spomin na profesorja Bojana Hrovatina. Sodelovanja s pionirjem športa invalidov v Sloveniji se je v živo spominjal tudi poseben gost, Jože Okorn, prvi Slovenec s paraolimpijsko kolajno, ki jo je osvojil leta 1972. Leta 1970 je umrl Bojan Hrovatin, isto leto septembra meseca smo imeli že prvi memorial. No, z Bojanom sem bil pa jaz nekaj časa pred njegovo smrtjo slučajno v bolnici, ker ga je prvič infarkt
no in potem nadaljevala skupaj v Zavodu za rehabilitacijo. On me je v bistvu takrat upeljal, ne glede na to, da nisem bil popolno rehabilitiran kot pacient, sveži paraplegik, še v postelji mi je kar prinesel neke vrečke s peskom napolnjene, sem mogel to lavaditi, videl je mojo to fizično konstrukcijo. No, pa sicer je bil takrat v zavodu šport v rednem programu medicinske rehabilitacije, kar si mnogo poznalo pri vseh svežih, predvsem paraplegikih, govorim za to diagnozo in tetraplegija, čeprav je bil šport razširjen tudi na ostale kategorije invalidnosti. Bojan pa ni bil samo nekako pionir športa za paraplegike, ampak tudi za ostale kategorije invalidnosti. Predvsem je bil to smučar, ping-pongaš, plavalec, organiziral je prve mednarodne tekme po vzoru tekmovanj, ki so se že odvijala v Stoke Mandevilu, na pobudo tudi pokojnega že dolgo časa sira Ludviga Gutmana, ki je nekako zapovedal svojim uslužbencem, da naj prenehajo z antibiotiki pri paraplegikih, ampak da jih naj usmerijo v rekreacijo in šport. In to je bilo takrat en ta prelomni trenutek tudi, ki je to dejansko edino zdravilo proti nekim nezaželenim. No pa da nadaljujem, šport invalidov se je lepo razvejeno nadaljeval v takratnem Zavodu za rehabilitacijo. Jasno, jaz sem bil usmerjen predvsem v atletiko, košarko in pa mogoče delno v streljanje ali pa nekatere druge športe samo občasno. Bil sem pa fokusiran na atletiko, metanje diska, to me je pripeljalo do prvih paraolimpijskih iger leta 1972, osvojitev medalje in tako se je moja pot športna nadaljevala. Med tem časom sem pa pridobival neke ogromne izkušnje, tudi v organizacijskem smislu. Sem se pa v poznejših letih zadal, da bi pa rad to malo, kar sem iztržil na športnem področju, tudi prenesel v ta organizacijski moment, predvsem na mlajše paraplegike, da se šport, rekreacija splača gojiti, predvsem tudi zaradi našega zdravja. Ja, lahko tako rečem, da je bila to velika srčnost. Jaz sem takrat delala, oziroma celo življenjsko dobo sem delala na Soči, najbolj na kratko rečeno, takrat je bil to Zavod za rehabilitacijo in v bistvu je ta Zavod za rehabilitacijo vse organiziral. Priprave, vse. Tako da smo šli potem cela ekipa, tudi medicinska, zdraven in je bilo vzdušje prijetno, srčno, navijali smo in tako naprej. Lejte, kaj naj rečem, veseli smo bili, kolajne, posebej Jožetove, a ne tretje mesto, takrat je bilo neverjetno. Marino Kegl bo oktobra Slovenijo predstavljal na svetovnem prvenstvu gluhih v tenisu, ki ga gosti Turčija. Najuspešnejši slovenski gluhi tenisač bo na prvenstvu četrti nosilec, na turnir pa se vse poletje vneto pripravljal in v zadnjih tednih pred odhodom le še pilil svojo formo. Ekipa oddaje Zmorem je Marina obiskala dober teden pred odhodom in izvedela, kako so potekale priprave, ki jih je vodil Marinov oče Darko Kegl, ki je že vrsto let sinov trener. Prav gospodarko nam je najprej zaupal, kako sta se z Marinom pripravljala na svetovno prvenstvo, hkrati pa ocenil še konkurenco. Priprave potekajo tako, kot sva si zamislila. Torej sedaj delamo finiš tukaj na ŽTK-ju, na tem čudovitem hardcourtu v hali. Drugače, forma je zadovoljiva. V glavnem bo šel na svetovno prvenstvo pripravljen, tako se reče. Ja, jih je kar nekaj, napredujejo, fantje trenirajo, tako da za spoštovati je vsakšnega. Tistih prvih 20, ko so pravzaprav, bi rekel, širši kandidati za medalje, je dobrih tako vedno in treba bo samo igrati srce. Marino je letos poleti garal in namesto na počitnice mislil le na tenis. Naš športnik leta med invalidi leta 2017 je znova zelo motiviran, da v Turčiji, kjer je leta 2017 na olimpijadi gluhih osvojil 4. mesto, s srcem predstavlja Slovenijo. Prisluhnimo, kaj nam je o pripravah in o njegovih ciljih na prvenstvu povedal Marino. Poletje sem preživel na treningih in turnirjih, dopusta nisem imel, en teden sem preživel v Podrožju,
kjer sem na trdi budraki odigral turnir in treniral. Moje sem videl, kupal pa se nisem. Z zadnjega svetovnega prvenstva branim 9. mesto. Moji sili hodijo z mano, bomo videli. Edino, kar sem prepričan, je to, da bom turnir odigral z srcem in po svojih najboljših močeh. Kaj mi bo to prineslo, bomo videli tam. Želim dostojno zastopati mojo drago domovino Slovenijo na igrišču in izven njega. Ade Slovenija! Tudi mi bomo stiskali pesti za Marina, o njegovem dosežku na svetovnem prvenstvu pa bomo poročali v prihodnji oddaji. Slovenski tekmovalci v parastrelstvu so se odpravili v Avstralijo, kjer bodo na svetovnem prvenstvu lovili kvote za nastop na paraolimpijskih igrah v Tokiu. Športni paraplesalci so se udeležili tekmovanja na Poljskem, kjer so uspešno nastopili. Prav vsi slovenski predstavniki so se namreč uvrstili v finale. Triatlonec Alen Kobilica niza izvrstne nastope. Na tekmi svetovnega pokala v Turčiji je zasedel 6. mesto. Tako, ekipa z morem je znova v Braslovčah, odbojkarska euforija je zajela tudi našo zasedbo. Odigral sem 3 nize, zdaj pa bom prepustil besedo Maticu Kržanu, našemu reprezentantu, da oceni mojo igro. Zdravo, Matic je bil zelo pripravljen, vidi se, da je doma mogoče malo treniral, neke individualne stvari je še treba popraviti, drugače pa svakamo čas, da se je usedel z nami. Torej, to je bila ocena moje igre, zdaj pa bo Matic, lepo ime imaš. Hvala, enako, tudi ti. Boš povedal še, kdo se lahko vse pridruži vaši reprezentanci, vašim treningom in koga tudi najbolj vabite? Ja, našim treningom se lahko pridružijo vsi, ki imajo nek handicap. Ni važno, kdo si, kaj si, vsak se lahko pridruži k nami. Iščemo mlade športnike, ljudi, ki bi se radi ukvarjali s sedečo odbojko, ljudi, ki bi se radi pridružili sebi enakim. Tako da apeliram na vse, ki bi radi prišli, da se usedejo z nami in probajo. Lahko igrajo v Ljubljani, v Novi Gorici, v Mariboru, v Novem mestu. Tako da vedno se najde nek prostor za nekoga, ki bi rad igral. Ja, jaz sem začel, kaj sem imel, 13 let, sem začel z motokrosom, sem dobil prvi motor. To mi je bilo, mislim, prej tako, ko v osnovni šoli sem tiste Tomase in to smo dirkali s prijatelji po vasi. In potem sem začel motokros gledati, potem sem dobil motor, ko sem rekel. In tisto me je navdušilo, bom rekel, precej in ni bilo konca. Prvo sem rekel, doma bom samo za rekreativno oziroma za hobi imel šport. Čez dobro leto sem že bil pod okriljama ZS-ja, sem imel licenco njihovo in takrat so se začele dirke, ki so se končale s poškodbo, bom rekel. Zame bom rekel tako, da niso neprijetni, so ostali lepi spomini. Če bi se dalo biti tako, verjetno še enkrat ponovil, ker to je šport, ki ne moreš, še zdaj ne morem brez njega, bom rekel, no. Bilo je tako, da 14. oktobra 2017, se pravi zdaj bo 2 leti, je bila pokalna dirka, zadnja v sezoni.
Šlo se mi je za pokalnega prvaka v Orehovi vasi. In na enem delu, kjer je bila malo bolj mokra proha, bom rekel, mi je spodrsnil prvo kolo motorja in sem poletel, bom rekel, skupaj z motorjem. In ko sem padel na zemljo, sem padel prvo jaz in motor na mene, točno na hrbtenico. In bom rekel, grd padec, samo če motor ne bi padel na mene, verjetno bi bilo samo zbušku na glavi. Prvo sem bil na operaciji v Mariboru, na UKC-ju, kjer so me odpeljali iz proge s helikopterjem do bolnišnice. Tam sem bil, v bolnišnici sem bil, mislim, da dober mesec in pol. Nato sem čakal prosto sobo na Uri Soča, kjer sem šel direktno iz UKC-ja na Sočo, na rehabilitacijo. Tam so me naučili, bom rekel, osnovne stvari, da lahko sem samostojen, se pravi presedanje v voziček. Izbrali smo ustrezen voziček, katerega še zdaj uporabljam. Ja, ko sem bil na Uri Soča, je v sklopu rehabilitacije tudi v telovadnici predstavitev raznih športov, mislim, da vsaki teden različni šport. In prvo so prišli predstavljati recimo košarku, ki me je še kar zanimalo na vozičku. Sem bil še kar navdušen, bo rekel, samo pa sem se malo zanimal, glede na to, da sem iz Goriškega konca, z Primorska, bi mogel hoditi 2-krat, 3-krat na teden v Ljubljano na treninge, v telovadnico. To mi nekako ni bilo po volji, bo rekel, mi ni dišalo. Zatem so prišli predstavljati parakolesarstvo, se pravi ročno kolo. Prvo je bilo tako, da smo bili na pripravah, kjer me je reprezentanca povabila. To je bilo tam blizu mene, bom rekel, na Primorskem. Tam nekako sem spoznal še ostale člane paraolimpijske reprezentance, kolesarske. In potem so mi predstavili plan za to leto, se pravi 2019, katere dirke bomo nastopali. In bil sem izbran tudi za na dirko svetovnega prvenstva na Nizozemskem, ki je bila prejšnji mesec. In to mi je dalo krila, še motivacijo oziroma za še več treninga in za boljše uvrstitve za naprej. Na svetovno nisem šel z nobenim ciljem, da bom ne vem kaj dosegel, ker se pravim. To je zame prva sezona, prvo svetovno prvenstvo in sem šel, da bom videl, kako se znajdem med konkurenco in kam spadam. Ja, zdaj mi je glavni cilj kolesarstvo, to je prvo, ja. Sem padel noter, bom rekel. Drugo je, še zmeraj se probam čim več mihati, se pravi rehabilitacija, tisto, kar sem rekel prej, da so me naučili na Uri Soča, da stojim, da hodim s pomočjo elektrostimulacije doma, zakaj rabim pomoč, tako da sem vezan tudi na drugo nekaj. In pa še zmeraj motocross, ne. Rad grem na čim več dirk, da vidim prijatelje, fante, tudi na Hrvaško, kjer sem dosti tekmoval. So zmeraj veseli, ko me vidijo, da pridem, tako da motocross je še zmeraj prisoten pri meni. Živijo, sem Anej Doplihar, sem parakolesar. Mladi in ostali, ukvarjate se veliko športom, kajti skozi šport pridobiste veliko izkušenj za življenje ter narediste veliko za svoje zdravje in počutje. To je bilo za danes vse. Vabimo vas, da boste z nami tudi prihodnjič, ko bomo pokazali nove zgodbe slovenskih športnikov invalidov, ki premikajo meje mogočega. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.